Dober dan in dobrodošli v naši družbi prvič v letošnjem letu. Danes bomo najprej govorili o vitaminu D, ki je zelo pomemben za naše zdravje, a ga žal letos v zadnjem času od sonca ne moremo prav veliko prejeti. Bomo pa izvedeli, če ga lahko dobimo še kako drugače. Pozdravljeni! Že veste, kako boste danes zadostili potrebe svojega telesa po vitaminu D? Vir vitamina D so določena živila živalskega izvora. Na primer, goveja jetra, ribe, najbolj tiste mastne, maslo, jajca, za vegetarijance pa bodo najboljši vir rastlinskega vitamina B gobe, na primer šitake ali šampinjoni. Seveda pa bo daleč najbolj učinkovit vir vitamina D nad nami, to je sonce. Vitamin D imenujemo tudi sončni vitamin zato, ker ga telo tvori samo. Potem se tudi razlikuje od ostalih vitaminov. Tvori ga pod vplivom UVB žarkov, da ga telo dobi dovolj, pa moramo biti izpostavljeni soncu 15 do 30 minut, vsaj dvakrat na teden. To velja predvsem za poletne mesece. Nekje od oktobra do aprila pa je moč UVB žarkov, ki padajo na zemljo na področju Slovenije in Evrope, premajhna, da bi telo lahko tvorilo dovolj vitamina D. Pomanjkanje vitamina D je bilo dokazano v številnih raziskavah. Na ameriški populaciji, na primer, primanjkuje vitamina D kar 77% ljudem. Pomanjkanje pa lahko vodi do različnih bolezenskih ali oslabljenih stanj v telesu. Zato je predvsem v zimskem času pomembno, da vitamin D vnesemo v telo tudi z drugačnih virov kot le soncem. Bi ne bilo torej odlično, če bi en sam vitamin lahko pomagal pri tako različnih procesih v telesu, kot so izgradnja trdnih kosti, zaščita pred srčnimi obolenji, zaščita pred določenimi rakavimi obolenji, zaščita pred astmo, pred alergijami povezanimi s hrano, zaščita pred kardiovaskularnimi obolenji, celo pred navadnim prehladom ali sezonsko virusno gripo. In kaj torej je čudežni vitamin D? Vitamin D so odkrili v začetku 20. stoletja znanstveniki, ki so preučevali različne načine prehranjevanja oziroma bolje rečeno pomanjkljivo prehranjevanje. Vitamini so namreč spojine, ki jih mora človek zaužiti s hrano in jih ne more sintetizirati sam. Zato pri vitaminu D prihaja tukaj do navzkrižja. Namreč vitamin D lahko pod določenimi pogoji sintetizira telo samo ali pa ga večinoma pravzaprav pa ga dobimo s hrano. In kako ga telo sintetizira samo, kateri so ti določeni pogoji? Ti pogoji so pravzaprav UVB, sončni žarki, in pa prisotnost spojine 7-dehidroholesterola v naši koži. Kaj se torej zgodi pod vplivom sončnih UVB žarkov? UVB žarki v koži pretvorijo 7-dehidroholesterol najprej v vitamin D3, to ni aktivna oblika vitamina D, ampak le-ta potuje potem po krvi do jeter, kjer se poveže z eno molekulo kisika in eno molekulo vodika, da nastane najprej hidroksi vitamin D, in pa, ki je še vedno neaktiven. Potem pa ta oblika vitamina D potuje še naprej po krvi do ledvic, kjer se poveže še eno molekulo kisika in še eno molekulo vodika, da nastane dihidroksi vitamin D, ki pa je že aktiven. Sprosti se v kri, kjer po krvi potem potuje do različnih organov, do različnih celic, ki pa morajo imeti posebne receptorske molekule, to so posebno oblikovane beljakovinske molekule, ki prepoznajo vitaminsko obliko D, aktivno obliko, in potem spustijo v celico, spustijo v organ to aktivno obliko vitamina D, da lahko tam ta vitamin opravi svojo funkcijo. Glede na to, da te receptorje najdemo na zelo različnih organih v telesu, tako v črevesju, tako na srcu, tako na prostati, na endokrinih žlezah, na krvnih celicah in celo na žilah, pomeni, da ima vitamin zelo pomembno funkcijo v telesu in da ima to svojo vlogo nenadomestljivo. Najbolje preučevana in zaenkrat tudi najbolj raziskana vloga vitamina D v organizmu je njegovo sodelovanje pri absorpciji kalcija iz črevesja, in kot tak pomaga potem pri izgradnji trdnih kosti.
Namreč vitamin D v črevesju pomaga telesu absorbirati kalcij iz prehrane in posledično torej vpliva na trdnost kosti pri otrocih, pri katerih poznamo pomanjkanje D vitamina kot rahitis, in pa pri odraslih pomanjkanje vitamina D kot osteomalacija oziroma osteoporoza, kar povzroča povečano tveganje za nastanek določenih zlomov. Kot sem že omenila, vitamin D pomembno prispeva tudi k delovanju imunskega sistema, namreč aktivira določene oblike beljakovin v povezavi z imunskimi celicami, ki so odgovorne za uničenje virusov in bakterij, in na ta način potem pomembno prispeva k temu, da se telo lažje bori z virusi in pa bakterijami. Čisto empirično gledano pa že lahko sami opazimo in tudi opazujemo, kako pogosteje se zboleva pozimi kot pa poleti. Vemo, da je poleti količina vitamina D v telesu precej višja kot pozimi in lahko ugotavljamo, kako pogostejši so pozimi virusna obolenja, prehladna obolenja, viroze, gripe, bronhitisi in tako naprej. In dokazano je bilo, da otroci, ki zbolevajo za rahitisom, so tudi pogosteje podvrženi respiratornim infektom, predvsem v zimskem času. Prav tako pa tudi odrasli, ki nimamo dokazano zmanjšane količine vitamina D v krvi, pogosteje zbolevamo pozimi. Zato poskrbite, da bo vaše telo pozimi zares imelo dovolj vitamina D. Ste se odločili, na kakšen način boste to zimo zadostili svojim potrebam po vitaminu D? Jaz sem se odločila za šampinjone, pridelane po načelih ekološkega kmetovanja in z dovolj in učinkovitimi UVB žarki. Uprašeni v kapsuli bodo že v majhni količini zadostili moji dnevni potrebi po tem vitaminu.